Delo in življenje v naši lokalni skupnosti. Utrip ustvarjalnosti in izzivov, ki temeljijo na odgovornih odločitvah občinskega sveta, župana, občinske uprave. Plod sodelovanja s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, društvi, drugimi organizacijami, posamezniki. Pregled dosežkov in pridobitev minulega leta naj se prične. Občina Sevnica je v sodelovanju s krajevno skupnostjo Blanca zaključila izgradnjo pločnikov skozi naselje, ob tem pa sta bila urejena vodovod in kanalizacija. Lani celovito urejena prometna povezava skozi Boštanj je bila letos dopolnjena še z odsekom lokalne ceste, od krožišča v starem delu naselja proti Grahovici in Vrhu. Z gradnjo pločnikov na zahtevnem terenu na Studencu bo obstoječi pločnik, ki ga je pred leti zgradila krajevna skupnost, podaljšan do začetka naselja. Po izgradnji vodovoda je bilo celovito urejeno križišče in odsek lokalne ceste skozi vas Pokojnik v krajevni skupnosti Zabukovje. Urejeno je tudi novo avtobusno postajališče. Urejen je odsek lokalne ceste na območju Kovačevega hriba ob zaselku Plavne. V dobrem sodelovanju s krajevno skupnostjo je bilo izvedenih več prometnih ureditev v mestu Sevnica. Pred športnim domom pri bazenu, na Trgu Svobode, mimo vrtca Ciciban in na Trubarjevi ulici. V Sevnici učinkovite rezultate daje režim omejenega parkiranja s parkomatom v delovnem času. Po izgradnji daljnovoda, ki je precej posegel v podobo prostora tudi na območju sevniške občine, je bilo izvedenih več sanacij pri gradnji poškodovanih cest. Veliko poškodb na cestnem omrežju je povzročila huda zima z obilnimi količinami snega, kar je pomenilo izdatne stroške za zimsko službo in vzdrževanje. Zaradi zahtevne geomorfološke strukture je bilo letos potrebno sanirati plaz proti Lukovcu. V teku je zelo zahtevna in obsežna sanacija plazu na območju Trnovca. Nadaljujejo se izvajanja zaključnih ureditev ob hidroelektrarnah. Pri Boštanski izpostavimo urejanja brežin pod energetskim objektom, v sklopu hidroelektrarne Arto Blanca pa je bila urejena nova brv pri Taninu, ki celovito povezuje pešpot ob reki. Zelo velik projekt gradnje optičnega omrežja se uspešno približuje koncu. Izgradnja hišnih priključkov se intenzivno nadaljuje. 2000 gospodinjstev omarice že ima, 1000 jim je uporaba omogočena, 500 pa jih novo in sodobnejše omrežje tudi dejansko uporablja. Tako prostorsko, izvedbeno kot tudi finančno najobsežnejši projekt minulega leta je bila gradnja novega vodovodnega omrežja na levem bregu Save. Pridobitev projekta rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov, ki so financirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je kar 21 km novih vodovodov ter vodni zbiralniki in zajetja pitne vode na 6 odsekih. Pogodbena vrednost projekta je bila skoraj 1 600 000 evrov. Projekt je uspešno izvedlo domače podjetje Komunala Sevnica. Vodovod je bil uspešno pripeljan tudi na Lisco, najvišje ležeče območje na 948 metrih nadmorske višine. Gre za najzahtevnejšega od 6 odsekov v sklopu omenjenega projekta, ki ima poleg izboljšanja vodooskrbe velik pomen za razvoj Lisce kot ene osrednjih rekreacijskih in turističnih točk v občini.
Vodovod na Lisci je bil namenu uradno predan ob zaključku zaščitno-reševalne vaje, ki je pokazala in dokazala dobro delujoč sistem zaščite in reševanja. Za uspešno izvedbo vaje gre še posebna zahvala gasilcem, reševalcem, policistom in vojakom ter vodstvom vseh sodelujočih institucij. Velik pomen z vidika požarne varnosti ima vzdrževano hidrantno omrežje, za kar preko koncesijske pogodbe z občino skrbi prostovoljno gasilsko društvo Sevnica. Od več kot 180 društev v občini je kar 15 gasilskih. Skrbijo za urejenost gasilskih domov, kar prispeva tudi k splošni urejenosti krajev. Med njimi posebej izpostavimo gasilsko društvo Loka pri Zidanem mostu, ki je letos praznovalo že 130 let delovanja. Zaključen je projekt gradnje mehansko-biološke čistilne naprave in kanalizacijskega sistema Orehovo. Investicijska vrednost projekta je bila okrog 700 tisoč evrov, za projekt pa je občina uspešno pridobila evropska sredstva z naslova regionalnih spodbud. V teku je trenutno gradnja čistilne naprave za naselje Dolnje Brezovo v velikosti 1500 populacijskih enot. Sevnica se je novembra lani pridružila prvi petini slovenskih občin s prejetim občinskim prostorskim načrtom, s čimer je omogočena dodatna stanovanjska in poslovna gradnja ter dodatne razvojne možnosti za širitev dejavnosti. Primer možnosti nove stanovanjske gradnje so tudi parcele na Dolnjem Brezovem. Občina je skupaj s partnerji pričela izvajati projekt Iz naše je, dobro je, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja vsi LEADER. V prvi fazi je bilo urejenih več vrtov pri šolah in vrtcih ter na kmetiji Jazbec, izvedenih več predavanj in delavnic ter drugih poučnih vsebin, vse s ciljem krepitve zavesti o pomenu lokalne trajnostne oskrbe s hrano. K našim najmlajšim. V 7 javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, katerih ustanoviteljica je občina, je v tem šolskem letu 1377 učencev. Vrtci delujejo na 8 lokacijah v 35 oddelkih, eden od njih je odslej tudi na Studencu, kjer je občina v sodelovanju s krajevno skupnostjo uredila prostor za izvajanje predšolske vzgoje. Vrtce obiskuje 616 otrok. Zaradi prostorskih potreb se je občina v zadnjih letih intenzivno prilagajala z odpiranjem novih oddelkov, 2 novogradnjama in adaptacijami pri šolskih objektih. Zagotovljena so tudi sredstva za izvedbo prevozov šolskih otrok, ki letno znašajo okrog 700 tisoč evrov. Z namenom povečanja prometne varnosti sta bili urejeni novi postajališči na Blanci in v Krmelju, prenovljenih pa še 6 prej obstoječih. Potrebe za ureditve izhajajo iz različnih razlogov, včasih žal tudi zaradi pojavov vandalizma. Osrednja usmeritev investicijskega cikla v naslednjih 2 letih bodo energetske sanacije javnih objektov. Letos je občina prijela sklepe o sofinanciranju sanacije osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, telovadnice in enote vrtca Kekec, podružničnih šol na Studencu in v Loki pri Zidanem mostu, za šole v Šentjanžu, Boštanju in v Krmelju ter za energetsko sanacijo zdravstvenega doma. Skupni znesek odobrenih nepovratnih sredstev znaša skoraj 2 milijona in 300 tisoč evrov. Nadaljujejo se aktivnosti za pričetek gradnje nove osnovne šole v Tržišču. V sklopu rednih nalog občina skupaj s Komunalo Sevnica skrbi za vzdrževanje in urejanje javnih površin. Okolje je tako v vseh letnih časih prijetno za bivanje.
Naši najmlajši radi uživajo na prostem, sodobna igrala pa so še v posebno veselje. V ta namen so bila tako v poletnih mesecih urejena 3 igrišča z igrali, in sicer na območju novega naselja na Drožanski cesti, v parku ob Savi pri srednji šoli Sevnica in v naselju Heroja Maroka. Novo igrišče za predšolske otroke je tudi pri osnovni šoli Boštanj, kjer deluje ena od enot vrtca Ciciban Sevnica. Ob lani novo zgrajenem vrtcu v Karmelju je bilo v letošnjem letu urejeno tudi parkirišče, ki zagotavlja dovolj prostora tako za zaposlene v vrtcu kot starše. Občina je v sodelovanju s krajevno skupnostjo Loka pri Zidanem mostu v pričetku jeseni pristopila k infrastrukturnim ureditvam pri podružnični osnovni šoli in njeni okolici. Posebna skrb je namenjena javnim objektom v upravljanju Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. Središče kulture je grad, ki je z ureditvijo parka še privlačnejši. Vrednost projekta, sofinanciranega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je znašala okrog 600 000 evrov. Grad združuje mnogo vsebin, ki povezujejo ljubitelje kulture, ponudba pa je povezana s širšo turistično ponudbo. Športni objekti ter primerno urejene in vzdrževane športne površine. Pri športnem domu Sevnica je v poletnih mesecih posebej aktualen bazen. Nudi pestro ponudbo in popestritev dogajanja z zabavno-počitniškimi aktivnostmi. Ena od letošnjih pridobitev z področja športnih površin je preurejeno igrišče na Orehovem. V Sevnici je poleg rekreativnega doma tudi vrhunski šport. Kar 2 sevniška kluba, rokometni in malonogometni, v tej sezoni merita moči v prvih državnih ligah. Kolesarstvo je pri nas priljubljena oblika rekreacije, s kolesarjenjem pa je povezanih več tradicionalnih prireditev, med njimi gorska kolesarska dirka Skok na Lisco. Občina Sevnica s posavskimi in dolenjskimi občinami aktivno sodeluje pri vzpostavitvi kolesarskih poti po dolinah Save in Krke. Gibanje ni le šport, vse bolj postaja način življenja. Rekreira se staro in mlado. Z zagotovitvijo poti na nasipih so k temu veliko pripomogle zaključne ureditve ob hidroelektrarnah. Sevniške institucije in društva angažirano pristopajo k pomenu in promociji telesne dejavnosti. Zelo aktivni so v 3. življenjskem obdobju, s tem pomembno prispevajo k dvigu kakovosti družbenega življenja. Kazalnik odgovornosti in zrelosti družbe je tudi čut do sočloveka. Da občani razumejo stisko posameznika, je pokazal nedavni dobrodelni koncert Rdečega križa. Socialno ogroženim in ranljivejšim skupinam je preko sistemskih virov posvečena še posebna skrb. Mladina. Sevnica je ena od 6 slovenskih občin, ki prejmejo certifikat Mladim prijazna občina za obdobje 2013-2017. Veliko mladinskih dejavnosti je povezanih z mladinskim centrom, ki že dobro leto skupaj s turistično pisarno in turistično agencijo Doživljaj deluje na novi lokaciji v središču mesta. Potrditev, da nas povezuje kakovostno in prijetno bivanjsko okolje, je tudi priznanje Planetu Zemlja prijazna občina. Prejmejo ga lokalne skupnosti z odgovornim prizadevanjem na področju varovanja naravnih danosti, za ustvarjanje boljše kakovosti bivanja občanov ter dobro informiranje o pravilnem odnosu do okolja. Ob občinskem prazniku smo skupaj osvežili in v celoto oblikovali dogajanje minulega leta. Uspešno združevanje nalog in razvojnih izzivov naj bo ključ do dosežkov tudi vnaprej.